Področje upravljanja s slovenskimi vodami je zanemarjeno, nepravilno upravljeno vse od 90-ih let, ko so bile ukinjene takratne vodne skupnosti in je pristojno za upravljanje voda prišlo v veliki meri na ministrstvo in pa na ARSO. Leta 2012 sem postal kmetijsko-okoljski minister in takoj sem dal veliko pozornost področju vodarstva in pa zelo hitro ugotovil, kako nepravilno je celotno področje urejeno. V tem letu smo najprej določili v skladu z vodno direktivo 62 poplavno najbolj ogroženih območij, za katere je bilo potrebno tudi predvideti primerne ukrepe za izgradnjo protipoplavne infrastrukture in jasno tudi ovrednotiti ta program. Gre za velika sredstva, potrebno bo vložiti po tisti oceni najmanj 600-700 milijonov evrov, zato da bi sanirali ta območja. Drugo, kar smo takrat tudi videli, je to, da je bilo stanje na projektih, ki jih lahko financiramo iz kohezijskega sklada, se pravi v letu 2012, v zelo slabem stanju, zato smo pospešili izbor izvajalca za ukrepe za poplavno varnost na reki Savinji. Ti ukrepi so v veliki meri že tudi izvedeni, prav tako pa smo vse naredili za to, da se je tudi projekt na reki Dravi, predvsem na nevarnih območjih Dupleka, pripeljal v takšno fazo, da so se lahko dela sedaj že tudi začela. Nadaljevalo se je s projektom Bober, projekt, ki ga izvaja ARSO, tudi financiran iz evropskih sredstev in je namenjen predvsem izgradnji mreže preventivnih prognostičnih postaj, s katerimi bo možno upravljanje bistveno bolj učinkovito. Ključno, kar smo pa naredili v tem letu, je bilo to, da smo oblikovali skupino tako iz notranjih resursov Ministrstva za kmetijstvo in okolje, kakor tudi zunanjih strokovnjakov, ki se je nekaj mesecev intenzivno ukvarjala s tem, kakšno reorganizacijo vodarstva potrebujemo v Sloveniji. Sam sem se tudi v to skupino aktivno vključeval, bil redno na teh sestankih in na vladi Republike Slovenije, na eni izmed zadnjih sej naše vlade, smo potem tudi sprejeli predlog koncepta, po kateri poti bi naj šla reorganizacija slovenskega vodarstva. Žal je kasneje vlada padla in tega nismo mogli nadaljevati, moji nasledniki pa tudi tega niso naredili. Koncept je šel v osnovi v to smer, da je potrebno sedaj na različnih mestih razdrobljene resurse, na ARSO, na Direktoratu za vode, na Inštitutu za vode, na izpostavah ARSO na terenu narediti močno javno podjetje, znotraj katerega bi se vodila ta vodarska politika, na ministrstvu pa ne bi ostal samo Direktorat za vode, znotraj katerega bi se resnično sprejemali zakoni, urejala materija povezana z vodno direktivo in podobno. Rabimo pa aktivnega upravljavca za svojim virom, zato bi tudi vodni sklad bil prenešen v to javno podjetje, ki bi ustvaril politiko na področju voda, vse od pitne vode, odpadne vode, protipoplavnih ukrepov namakanja in na takšen način bi slovenske vode ponovno morale dobiti svojega gospodarja. Ključno pri tem predlogu je tudi to, da bi določili vodotoke tretjega reda, vodotoke, ki bi jih upravljale občine, kajti danes enostavno ni dovolj resursov za to upravljavsko strukturo znotraj sedanjih koncesionarjev in je ta ureditev zelo neučinkovita. Na področju koncesij je šel predlog v to smer, da se določi zelo zožen obseg koncesije, ki bi se izvajal za posamezna porečja, medtem ko bi za vse investicijsko-vzdrževalna dela, za protipoplavne ukrepe pa se to izvedlo preko javnih razpisov, ki bi bili dvostopenjski, se pravi na prvi stopnji najprej ugotovimo in določimo usposobljene izvajalce, od tu naprej pa potem se na tenderih, na razpisih dobi izvajalce posameznih ukrepov za celo državo. Mislim, da je ta korenita sprememba organizacije vodarstva ključna, kajti to, da se urejanje voda stihijsko prepušča vsaki ministrski ekipi, enostavno ne prinaša nobene kontinuitete v ukrepih, ni jasnega skrbnika slovenskih voda, zato je tudi potem vsak
dogodek, kot so sedanje poplave, primeren trenutek, da se išče krivca v ministri, aktualnem in pa v preteklih. Mislim, da je potreben bolj sistematičen pristop med sami ministri, pa prav, da se pove tudi, kdo je naredil kakšen korak v smer urejanja vodarstva, kdo se je pač tega področja enostavno izogibal.